Dobrodošli. Danes se podajamo v nekaj zares posebnega. Predstavljajte si mesto. Mesto, ki ni samo zgrajeno, ampak dejansko živi. Mesto, ki dobesedno diha tehnologijo in sanja v neonskih lučeh. Danes bomo skupaj raziskali Dewesoft, to neverjetno električno metropolo prihodnosti. In ja, ta citat, to ni kar tako en začetek. To je v bistvu vabilo. Vabilo v svet, kjer so pravila, kot jih poznamo, postavljena na glavo. Kjer domišljija ni nekaj, kar se samo dopušča, ampak je, temelj čisto vsega. Torej, kaj je to? To ni samo neko mesto. To je Dewesoft. Že samo ime pove veliko, kaj ne? To ni samo ime, to je obljuba. Obljuba vizije, ki je postala resničnost, ki diha. Poslovni distrikt, ki živi po svojih čisto edinstvenih pravilih. Ampak kako za vraga se sanje takšnega formata sploh uresničijo? Kdo stoji za vsem tem? Kdo so arhitekti te neverjetne genialnosti? No, pa si poglejmo. Ključna beseda tukaj je organizem. Res, poslušajte to. Ne govorimo o betonu in jeklu, pozabite na to. To je živ ekosistem. Kraj, kjer vsak posameznik, vsaka ideja, vse skupaj deluje kot en sam utripajoč organizem. Noro, kaj ne? In ta organizem, ta ni nastal kar tako, je rezultat sodelovanja treh pravih velikanov. Najprej Dewesoft, ki je prispeval svojo neverjetno natančnost, skoraj akrobatsko lahkotnost. Potem Rimat, ki je vdahnil električno srce in surovo, neustavljivo hitrost. In za piko na i, Disneyjeva domišljija, ki je vsemu skupaj dala tisto estetsko dušo. Popolna kombinacija. No, pa poglejmo, kako ta svet sploh izgleda, ko ga obsije sonce. Pripravite se, ker vstopamo v dnevno podobo mesta. In to ni kar ena podoba, to je pravi kampus za superjunake. Podnevi se mesto prebudi v nekaj res spektakularnega. Predstavljajte si stavbe visoke kot Stark Tower. Njihove pametne fasade se nehno spreminjajo, se bleščijo v barvah od zlate, kot jo ima Iron Man, do tiste značilne modre stotnika Amerike. Vse to poganjajo pametni materiali in avtonomna tehnologija. Tudi ulice so nekaj čisto drugega. Mimo drsijo neslišne, samovozeče nevere. In ne samo to, vljudno ustavijo za pešce in jim celo pomežiknejo z LED lučmi. Medtem se pametne dirkalne steze kar sproti prilagajajo voznikom, visoko nad vsem tem pa, na 50 metrih višine poteka pravi balet letečih avtomobilov. V takšnem svetu, polnem napredka in tehnologije, se kar samo postavlja vprašanje, komu so postavljeni spomeniki, kdo so tisti pravi, slavljeni heroji te metropole? So to politiki, mogoče znanstveniki? Odgovor bo mogoče koga presenetil. Heroji tega mesta so gamerji. Ja, prav ste slišali. Največji spomenik v mestu ne slavi nekega politika ali znanstvenika, ampak gamerja, ki je dosegel 1000 zaporednih zmag. Mislim, da to pove čisto vse o vrednotah in duši tega kraja. Ampak ko sonce zaide, takrat se zgodi nekaj resnično izjemnega. Mesto doživi popolno preobrazbo, postane nekaj povsem drugega. V bistvu ima mesto dva obraza, dve popolnoma različni osebnosti. Dan pripada svetlemu, optimističnemu Avengerskem kampusu. Noč pa pripada neonski mreži, ki utripa v ritmu filma Tron Legacy. Dobrodošli v Tron Mode. V tem načinu vsak korak za seboj pusti svetlobno sled. Ulice so prepletene z modrimi in oranžnimi LED linijami, ki pulzirajo z energijo. Stavbe pa niso več samo stavbe, projicirajo ogromne holograme, ki plešejo v temi. In v samem središču tega nočnega življenja, prvenstvo v FPS. Ampak pozabite na vse, kar veste o igranju iger. Tukaj se ne sedi pred zaslonom. Tukaj si fizično v igri, v areni. Dewesoft senzorji merijo vsak srčni utrip, vsako napetost mišic. Arena se pod nogami dinamično spreminja in reagira na gibanja. Celo gledalci niso samo pasivni opazovalci, lebdijo ob robu akcije v VR kapsulah in so del dogajanja. Vse to zveni absolutno osupljivo, se strinjate? Ampak kaj točno poganja ta tehnološki čudež? Čas je, da pogledamo pod pokrov, da si ogledamo srce, ki bije pod vso to neonsko površino. 500 metrov. Samo za trenutek pomislite na to številko. To ni višina nekega lebdenja, to je prava višina letenja. Govorimo o prometu, ki se odvija pol kilometra nad tlemi, visoko med nebotičniki.
To ustvarja popolnoma, ampak res popolnoma novo dimenzijo urbanega življenja. In 5 minut. Kaj se da narediti v 5 minutah? Skuhati kavo mogoče. No, v tem mestu se v 5 minutah baterija rimačne vere na brezžični polnilni postaji napolni do konca. Tukaj se meja med znanstveno fantastiko in realnostjo ne samo zabriše, ampak popolnoma izgine. Vse to seveda poganja pametno jedro mesta. To pomeni, da Devesoft senzori nenehno nadzorujejo čisto vsako zgradbo in po potrebi sprožijo samodejna popravila. Avtomobili se dejansko učijo od voznikov in prilagajajo svoj stil vožnje. In ja, seveda brezžične polnilnice so oblikovane točno tako, kot si predstavljate, kot tisti ikonični svetlobni krogi iz Trona. Ampak vsa ta tehnologija, pa naj bo še tako napredna, bi bila prazna lupina brez ljudi. Zato si poglejmo še edinstveno skupnost 50 tisoč ustvarjalcev, ki temu mestu v resnici dajo dušo. Tukaj prebivalci ne živijo v klasičnih stanovanjah. Pozabite na pisarne. Njihov dom je kapsula. To je osebni bivalni prostor, ki je že v osnovi opremljen z vsem, kar potrebuješ za ustvarjanje. 3D tiskalnik, VR postaja, celo osebna polnilnica za drone. Delo pa to poteka v skupnih ustvarjalnih središčih, kjer se ideje pretakajo. Inovacija tukaj ni samo beseda, je dobesedno v zraku. To se najbolj vidi na rednih 24-urnih hekatonih. Edino pravilo: ustvari nemogoče. In rezultati so, temu primerni. Avto, ki vozi po stenah? Seveda. Dron, ki med letom igra šah? Zakaj pa ne? Meje ne obstajajo. Okej, ko vse ti delce sestavimo skupaj, tehnologijo, kulturo, to neverjetno skupnost, kakšno sliko sploh dobimo? Kaj nam ta vizija na koncu koncev sporoča? Sporočilo je pravzaprav zelo jasno in izjemno močno. To niso sanje, to ni nek film, to je prihodnost, ki se dogaja danes. To je resničnost, ki vsak dan znova in znova premika meje mogočega. In to nas pripelje do zadnjega vprašanja. Vprašanja, ki odpira vrata v neskončne možnosti. Če je vse to prihodnost, ki se dogaja zdaj, kaj za vraga sledi?